Ful se mi zdi, kot da že 100 let nisem sedela pred kamero in dejansko govorila, ampak dobila sem še en paket. Intro! To ne vem, kako naj začnem ta video. Čez kakšen mesec je na meji nevidnega, kar je največja konvencija na svetu. V Sloveniji. Ja, hodim zdaj že bo, mislim, da 3. leto in vsako leto imam en kostum, ki si ga pač v bistvu sama zmislim in naredim. Ponavadi naredim kakšne malo bolj take pač casual, zato da lahko pač vse stvari poiščem v omari, ker sem cheap as fuck. Ne govorim več broke, ampak cheap. Big difference, ste me naučili. Hvala. 2 leti zapored sem bila Harry Potter, takale in pa takale. Tole sem jaz. So cute. Sem študirala, da bi letos bila tudi Harry Potter, ampak nimam več mojega Dracota. Teda sem se odločila, da bom naredila en tak malo bolj nov kostum v glavnem. In ker sem kontaktirala Eva Hair, njihovo trgovinco lahko najdeš spodaj in si pogledaš, kjer lasulje vse ponujajo, sem gor najdla eno dolgo, sivo lasuljo in sem malo študirala in sem se spomnila, da sem Apple sheep in da obožujem Steva Jobsa in sem se odločila, da bom Steve Jobs. Ja. Welcome to my life. Odločila sem se, da ne bom pač, da bom naredila nekaj malo bolj extra in dejansko še nikoli nisem cosplayala ženske, tako da to bo letos prvič. So weird for me. Še vedno bo ženska Steve Jobs, ampak... Anyway, naj vam kar pokažem mojo lasuljo, ki sem jo dobila. Tole je... Ja, odprla sem jo že, vzela sem jo že ven, tako da... Ampak vseeno... Ok, čakaj. Damn, girl! Zelo je dolga in na sliki je izgledala majčkeno krajša, na sliki je bila takale. In sem se jaz odločila, da bom nekaj naredila z njo in da jo bom ostrigla, ker po moje Steve Jobs, če bi bil ženska, ne bi imel toliko dolgih las. Jaz sem najbolj čuden slovenski kanal ever. Tole je, ne vem, kak je že ime. Smo ji izbrali ime, ampak se ga honestly ne spomnim in bomo kar pregledali, kaj lahko naredimo z njo. Zato drugač stoji. Evo jo, kakor lahko vidite, tudi tale ima spredi čipko, kakor jo je imela prejšnja iz te spletne strani. Ta video si lahko pogledaš tukaj gor. Ok, zdaj imamo na taki dolžini je, tole je ful priročno. Tako dolga je. Najbolj zdaj jaz kar začnem s tem, da ji dam dol čipko in da jo spolom na seb in bomo videli, koliko bi jo ostrigla, ker po moje jo bom, ne vem, dokle vsaj. Me boli, ampak res rabim za vsaj cel dan eno lasuljo, ker bom cel dan tam in mora biti... Pač mora biti v redu za nositi, da me ne bo preveč motla. Ja, to je to. Gremo kar začeti s procesom rezanja čipke. Tukaj imam škarje. Začeti moram nekati čim bolj tukaj. Evo, čipka je odrezana, zdaj pa jo bom jaz sprobala na moji glavi. Ker sem že v prejšnjem videu govorila, najprej si moram svoje lase dati stran in uporabila bom tale wig cap, ki so mi ga poslali zraven v paketku, kar je full awesome. In ja, dejansko sta 2 wig capa, še bolj awesome, ker jaz to izgubljam skozi. In pa kadar rabim, nikoli nobenega ne najdem. Ok, prvo smo naredili. Zdaj ne bom nekaj komplicirala, ker imam itak bolj kratke lase in tekle, to je to. Zdaj pa si bom dala še tole gor. Ja, točno, spet ima tule zadnji ima za prilagoditi velikost tele paščke in daš na tako velikost, ko jo rabiš. Evo, tak izgleda zaenkrat lasulja. Zdaj bom majčkeno počesala in bom videla, na kako dolžino bi bilo jo najbolj pametno ostrišč, ker kakor lahko vidite, res je majčkeno predolga. Sploh, ker jo bom mogla cel dan nositi, ampak je pa spet, kakor je bila prejšnja, zelo mehka, zelo kvalitetna. Evo, zdaj lahko vidite, koliko dolga je v bistvu ta lasulja. Če se okoli obrnem, evo, doriti. Ampak vseeno, po mojem do tukaj nekje.
tokle jo bom ostrigla. Strah me. Ampak vseeno. Zdaj jaz bom vas dala tukaj gor, zato ker ne morem sedeti in tega delati, ker je predolga lasulja. Upam, da se bo kaj videlo sploh. Ok, zdaj najbolj, da jaz naredim kar 1-2 čopka na vsaki strani, tako da bom lahko pravo dolžino izbrala. Zdaj sem jo nekaj probala čist razčesati, tako da je gladka in lepa. Razdelila jo bom na 4 dele, 2 spredaj in 2 zadaj, zato da bojo res ravni, ker hočem tisti straight cut. Pač predstavljam si, da Steve Jobs, če bi bil ženska, bi tako frizuro nosil. Vse ta lasulja je res božanska. Edino, kar je pač predolga mi je in ja, sploh če bom nosila cel dan, zna biti kar naporna. Tole bom dala majčken višje, čeprav ne vem sploh, kako se bo to ujemalo od zadaj. To je zdaj majčken nižje bom dala, zato da lahko še vedno pol popravljam, ker ta lasulja ne bo zarastla nazaj. Teda, če kaj zaserjem, sem zasrala zavedno. Jej. Evo, zdaj imamo čopke in jaz sem začela kar rezati. Zdaj uporabljam ene navadne škarje, ker by the way, sem to, da vam povem, tole je lasulja, to so plastični lasje in so veliko bolj močni, kot pa naravni. Sicer bi lahko s kakimi profesionalnimi škarjami, ampak bi jih definitivno uničila in so predrage. Poleg tega sam en dan jo bom nosila, razen če bom še kdaj imela isti kostum. Ne slediti mojim navodilom glede striženja lasul, pač ko boste strigli mogoče svoje lase. Tako da ja, pač pejte frizerjo za take stvari. Se veste, kaj mislim? Zdaj pa kar... Evo. Ok, zdaj sem jaz ful naredila napako, mogoče bi bilo boljše, če dam še spodaj eno gumico, zato ker tisti lasi so zdaj razpadli. In jih imam verjetno po celi sobi. Evo, ta stran je odrezana. Dajmo zdaj gumico ven, da vidimo. Veliko boljše, ko je bilo prej. Nora! Amazing, full fine. Zdaj pa še druga stran. In še zadnji čopek. Vzamem ven gumice. Ni tako šlohka, ker sem mislila, da bo. Približno isto je povsod dolga, ampak še vseeno jo bom dala gor na stojalo in jo bom majčken dodelala. Pa verjetno jo bom majčken zravnala, ker je trenutno majčken skodrana, ker je pač bila zvita skupaj, ko so mi jo poslali. Teda še to situacijo rešim. Zdaj, ker je to sintetična in plastična lasulja, bom uporabila moj ravnal za lase na najnižji temperaturi, 150 stopinj, in bom šla na hitro skozi lase, zato da jih ne uničim, ker se las topijo. Nekaj sem malo spela zgornje lase, zato da pridem do spodnjih in jih lepo lahko vse enakomerno zravnam. To je ful težko delati, če nimaš pravega stojala za lasulje. Jej. Evo, tule lahko vidite, zdaj so lasje čist ravni in bom zdaj to nadaljevala čez celotno lasuljo. Zdaj bom še majčken tole situacijo poravnala, ker so eni pač daljši kosi vmes. In ja, lasulja je nekako ravna, razen, kakor sem rekla, konice. Grem jaz to še majčken dodelati brez kamere, ker je zelo težko držati zraven in moram tukaj dati nek sistem. Ampak vam bom kmalu pokazala, kakšen bo končen rezultat. V bistvu vse, kar bom naredila, je, da tele špičke majčken porežem. In to bo to. Jaz sem zdaj tole mojo lasuljo postrigla, da je čist ravna spodaj. Ok, zdaj izgleda majčken čudno. Potrudila sem se, kolikor sem se lahko. Vem, da je zdaj majčken choppy in da
verjetno ne bo vsem všeč. Gremo jo kar sprobati, kako bo izgledala na meni, zato da lahko pač vidim, a rabi še kakšne popravke, ali smo konc. Zdaj bom jaz vzela tele moje škarje in bom popravila mečken konice, zato da res ne bojo tok fejst ravne. Evo, zdaj se lahko približno nekot vidi, evo, zdaj se približno vidi, kak je prej bilo, pa kak je zdaj, ko sem jih mečken razrečila s temi škarjami. Še ena stvar, ko jo bom naredila je, da bom dala tele sprednje lase mečken krajše, zato ker trenutno mi grejo skos na oči in so annoying. Kakor lahko vidite, zdaj tudi tule sprednje mečken boljš stojijo. Mečke sem jih razrečila še od zadaj in tukaj po dolžini. Vse lase imam zdaj po bučkah. Meni je zdaj lasulja veliko boljša in po moje veliko bolj primerna za kostum. Evo, na taki dolžini je zdaj. Cute, am I right? Evo ga, takle bo. Itak, spet se moram zahvaliti Eva Hair. Če vas zanimajo njihove lasulje, si pejte pogledati njihovo spletno stran. Link bo dol spodaj v opisu www.evahair.com. Gor imajo take fajne lasulje, imajo tudi v različnih barvah, v različnih stilih, različne dolžine. In ja, vse so ful dobre, jaz bi imela kar vse in bi doma imela celo omaro teh lasul. In upam, da bom še lahko kdaj sodelovala z njimi, da bom še dobila kako. Zdaj pa še hiter announcement za kje me boste lahko videli kot Stevano Jobs. Steve Jobs oziroma Stevana Jobs bo, znala dati gor špeglov, 29. septembra se bomo lahko videli na gospodarskem razstavišču na Nameji Nevidnega. Zdaj lahko to tretiramo kot nek tak meet and greet, I guess. Tako da pridite, se bomo mečkam pozabavali, videli bomo veliko kostumov, veliko stojenc bo, ne vem, tam vedno prodajajo vedno kakšne take cool zadeve, kaj se vem. Različni cosplayerji iz cele Slovenije pridejo še tudi iz tujine, pa cosplay tekmovanje, pa ne vem kaj vse. Pa by the way, tale video ni sponzoriran. Jaz to dejansko govorim, ker mi je dejansko ful dobra konvencija in upam, da vas bo čim več prišlo. To je to. Če vam je bil tale video všeč, mu dajte en like, subscribite se na moj kanal, komentirajte kaj. Komentarji tedna so tule okoli mene. Vprašanje tedna pa je, a pridete na Nameji Nevidnega. Jaz res upam, da pridete. Pa tudi za lasulje si ne pozabite pogledati evahair.com, dol spodaj v opisu. Ja, mi bo všeč. To je to za današnji video. Se vidimo naslednjič. Ciao! Baby.